En lep sončen pozdrav. Danes bomo predstavili dve vrste rastlin, in sicer, čeprav ti vrste rastline spadajo v isto družino, to so družino nebinovk oziroma košaric, so različne. Predvsem pa jih uvrščamo nekako bolj med precej nadležne pleveli. Drugače so pa to zelo, zelo zdravilne rastline. In sicer predstavljamo bodake in pa osate. Med bodake spadajo, kot lahko že vidite na posnetku, tole rastlino zagotovo najbolj poznate, in to je pegasti badelj. No, bodaki so nekako, se ločijo nekako od ostalih nebinovk oziroma tudi glavincev, predvsem po tem, da so njihova stebla, torej stebelni listi, ovojkovi listi, da imajo take izrazite trne. Večinoma nekako gre tudi za dvoletnice, kot mogoče lahko kdaj opazite, pegasti badelj, ko nekako naredi tisto svoje seme in ko seme odvrže, še isto leto lahko poženejo te mlade rastlinice in prezimijo. Naslednje leto pa spet potem zacvetijo. Imajo mesnate, razrasle korenine ter zrastejo lahko tudi nekje meter ali pa celo 2 metra visoko. Pri bodakih uporabljamo tudi korenine. Nekako bom rekla, čeprav pegasti badelj spada med bodake, najpogosteje pri njem uporabljamo semena, saj zelo dobro podpirajo delovanje jeter, podpirajo delovanje žolča in tudi s tem, ko podpirajo delovanje jeter, razstrupljajo naše telo in pomagajo pri krepitvi imunskega sistema. Med bodake spadajo tudi, poznamo tudi alpskega bodaka, debelolistnega bodaka, navadnega bodaka, vse to vidite lahko na teh naslednjih slikah. Pri bodakih so tako zdravilne korenine, kot lahko tudi nabiramo liste. Pazimo le, da pač tiste trne na koncu tehle listov, ki jih imajo, preprosto nekako obrežemo. Ostali del lista pa lepo zrežemo in lahko uporabljamo tudi v solatah. Zdaj najboljše je te spomladanske rastline čim manj termično obdelovati. Najboljše je, da se jemljejo kar sveže. Torej, pegasti badelj spada med bodake in ga lahko uporabljate tudi svežega, liste, ne samo semena. Naprej bomo spoznali pa še ene tiste, torej osate, nadležne, tako bom rekla, tudi njivske pleveli, ki pa imajo tudi močno zdravilno učinkovitost. No, tole so pa osati. V bistvu je tole njivski osat in je kar precej nadležna njivska rastlina, oziroma jo štejemo bolj med plevel kot med zdravilne rastline. Osati so pa v bistvu kar, ne bom rekla, trajnice, zrastajo tudi precej visoko, imajo pokončna stebla, so precej razrasli na vrhu. Njihovi koški oziroma njihova cvetovi so lahko precej veliki, ustvarijo tudi precej semen in imamo različne barve, od roza, vijoličnih do nekako svetlo rozastih. Včasih najdemo kar precej blede te osate. Drugače pa pri njih je največja zdravilnost v listih. No, na naslednji sliki lahko vidite tudi navadni osat. Tega boste najdli bolj v kakšnih gozdovih ali pa na obrobju gozda, tudi na kakšnih travnikih. Drugače pa uporabni so torej listi, spet nekako jih malo obrežemo, da se znebimo tistih trnov, in pa jih spet uporabljamo kar čim bolj sveže.
Sicer v zdravilstvu nekako se najbolj uporabljajo za izboljšanje apetita, če imamo kakšne okužbe sečil, podpora jetrom, žolču, če so kakšne okužbe sečil, da na tak način si delamo vodne, alkoholne izvlečke, lahko uporabljamo tudi socvetja, ker so v bistvu kar nekako podpirajo delovanje jeter, s tem si lahko tudi znižujemo nivo holesterola. Tako da ni samo nadležen plevel, ampak je tudi zdravilna rastlina. Pa prijeten lov na osate in bodake. Lep pozdrav!